kdo po hišah hodi, ko vsi otroci spe. To mož je z belo brado, Miklavž mu je ime. Ja, ampak saj vem, da smo ga letos Snežinke zamudile, Miklavža seveda. Pa želele smo priti pravočasno, ampak se veste, kakšna je bila letošnja zima in kakšna je zelo muhasta, sploh še ni pravzaprav prišla. Pa ne samo to, poglejte, kaj imam tukaj, pisma, ki ste mu jih pisali in mu jih moram predati. Dragi Miklavž, zmeraj in povsod si prijazen pomočnik, ki nikomur ne odrečeš pomoči v stiski. Prepričan sem, da boš pomagal tudi meni, ki pišem to pismo. Rad bi, da bi mi prinesel veliko igrač. Seveda, pa ne zame, ampak za tiste otroke, ki živijo v pomanjkanju, ki nimajo kruha, kaj šele igrač. O, to pa je lepo. Prosim, prosim, prinesi tem otrokom veliko igrač, da bo tudi vsak od njih imel vsaj eno, najljubšo, tako kot jo imam jaz. O, kako lepo. Dragi sveti Miklavž, prosim, če mi prineseš en avto, čarovniški klobuk, dolge gate, mandarine, banane in knjigo. Ja, lepo je to. Dragi sveti Miklavž, prosim, prinesi mi 3 avtomobilčke in en motor in še indijance na konjih in kaseto, volk in 7 kozličkov. O, kakšne želje imate. No, kaj pa tukaj le piše? Tudi tole zna biti zanimivo. Dragi Miklavž, malo pozno pišem, ker še nisem imela časa zaradi šole in vsega. Pišem pa zato, da vprašam, kako si. V takih časih, ko smo zdaj, rabimo čim več lepega vzdušja, tako da tudi malo poskušamo srečiti tiste okrog mene. Pozdravlja pa te tudi moj bratec, ki je ravno kar tule zraven mene. Lep december še naprej, Katarina. O, kako lepo je to napisala Katarina. In vsa ta pisma, kako naj mu jih predam? Oj, kje ga naj najdem? Tega dobrotnika, katerega dobrota in plemenitost je zelo velika. Tako zelo velika, da je vse svoje premoženje dal tistim, ki ga potrebujejo. Ja. Nekoč je celo ustavil vihar na morju. Ja, in njegova dobrota je tako velika, da je odpustil celo Parklju za vse njegove grdobije, za vse njegove porednosti. Ampak Parkelj, veste, se mora sedaj odkupiti za vse skupaj. Zato je sedaj neke vrste Miklavžev pomočnik. V službi je pri Miklavžu, ja. Čeprav imam Miklavža na sumu, da je vzel Parklja v službo samo zato, da ga lahko nadzoruje, tako da bdi nad njim, da ne bi delal spet kakšnih grdobij. Čakaj malo, kaj pa je tole? A slišite? Rožljanje! To pomeni, da je tukaj nekje Parkelj. Ampak, če je Parkelj, potem pomeni, da je tukaj tudi Miklavž. Snežinke, zamotite Parklja, da bom lahko prišla do Miklavža in mu predala ta pisma otrok. Pozdravljeni, pozdravljeni dobri ljudje, predvsem pa pozdravljeni otroci. Svet Miklavž sem in vsako leto obiskujem pridne otroke. Verjamem,
da so vsi otroci v srcu dobri in pridni. Prav zato jih imam rad in vsako leto se vračam med njih. Že drugo leto zapored se ne moremo srečati tako, kot bi se spodobilo za obisk Miklavža. Ampak v teh težkih časih ni druge možnosti. Obiskoval vas bom vse po vrsti tudi na domu, zato bodite še naprej pridni in poslušajte starše. Vodite tudi vi svoje starše in naj včasih pridejo tudi v cerkev. Dan danes je težko. Težko je v teh težkih časih. Virus nam diktira življenje, ne moremo se družiti, kot bi se lahko. Že drugo leto zapored ne pridem med vas, tako kot bi se spodobilo, tako kot si želim v svojem srcu. Obiskovati otroke, jih obdariti in jim zaželeti vse dobro, ampak ne gre. Ne gre, sami vidite, da ne gre in upam samo, da bo drugo leto boljše. V decembru sem prvi od dobrih mož, ki obiskujejo otroke. Prvi sem Svet Miklavž, potem je Božiček in na koncu tudi Dedek Mraz. In vsi trije smo se dogovorili, da bomo letos za otroke pripravili pošto na glavnem trgu v Slovenski Bistrici v novoletni poštni nabiralnik. Poštni nabiralnik, v katerega boste lahko otroci, starši, dedki in babice, vsi dobri ljudje oddali pošto z dobrimi željami. Z dobrimi željami vsem svojim sorodnikom, prav tako pa tudi vsem nam dobrim možem. Želimo si, da bi bila ta pisma napisana na roko, kot v starih časih. S tem boste vložili ta pisma svoj trud in svojo ljubezen. In sigurno se bo ti želje izpolnile. Na koncu, dragi moji otroci, bi vam zaželel samo to, da bodite pridni in predvsem, da se čuvate. Važno je v teh časih, da ostanemo zdravi. Da ostanemo zdravi in da bomo zrasli v lepe, odrasle ljudi. Zato vam polagam na srce. Bodimo strpni, bodimo zdravi in lepo se imejmo. Tako pa mi je uspelo in vaša pisma sem lahko predala Miklavžu. Sedaj pa čim prej škorence na okenske police, da bo lahko danes po noči Miklavž vanje nasul kakšnega sadja, recimo mandarine, jabolka, pa orehe, pa zagotovo se bo tudi kakšno pecivo ali pa kakšna čokolada našla vmes. In morda pa tudi kakšna šiba, pa nič za to. To ste lahko celo veseli, če jo najdete vmes. Veste, šiba tudi prinaša življenjsko moč. Seveda, Miklavževa šiba. In zato so Miklavževe šibe včasih tudi pozlačene. Tako da je to kar zanimiv dar, ki vam ga lahko pokloni tudi Miklavž, oziroma prinese parkelj. Tako, sedaj pa čim prej spat. Saj veste, Miklavž hodi danes naokoli. Pa ne samo Miklavž. Zavod za kulturo Slovenska Bistrica je v ponedeljek organiziral Miklavžev koncert Big Banda Slovenska Bistrica pod vodstvom dirigenta Jerneja Senegačnika mlajšega. Nastopili so tudi pevci Teja Pančič, Martin Juhart in Tomi Baron. Ljubitelji dobre glasbe so dodobra napolnili dvorano Slomškovega doma v Slovenski Bistrici. Celoten posnetek koncerta si boste lahko na Studiu Bistrica ogledali ob koncu decembra. So is you, is all, is you, ain't my
so rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You might hear all the angels cheer, because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say those words and we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. So now fly with me, let's fly away. Back up the line, let's Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine, go and having fun. Like I said, but when we were born, don't give your heart to anyone. But don't forget to take it home, and in his arms it's gonna be. So darling, say the last dance from me. Baby, don't you know I love you so? Can you feel it when we touch? I will never, never let you go. Oh, I love you so much. Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je v torek sešel na svoj 17. redni seji. V ospredju je bila obravnava proračuna za prihodnje leto. Proračun za leto 2022 so svetniki sprejeli v prvi obravnavi. Glavne poudarke proračuna je povzel podžupan občine Slovenska Bistrica Stanislav Mlakar. Sicer, če na kratko predstavim v nekaj stavkih, nekaj poudarkih sam proračun za leto 2022, je sicer potrebno povedati, da so nekako ključni prihodki, in sicer sama povprečnina, ki za leto 2022 znaša 645 evrov, se je bistveno zvišala za kar okoli 413 tisoč evrov je več kot v letu 2021 in to skupaj znaša okoli 17,5 milijona evrov. Pomembno pa je tudi poudariti, da so sredstva prijeta za uravnoteženje razvitosti občin, ki imamo v letu 2021 okoli milijona, se povečuje za okoli 400 tisoč evrov in bo tudi ta znesek kar bistveno vplival in namenjen za same investicije v naslednjem letu oziroma v prihodnjem obdobju. Pri prihodkih iz premoženja so ključni prihodki najemnin iz infrastrukture, gre za okoli 1,2 milijona in sicer občina jih pridobi iz naslova infrastrukture, ki jo da v upravljanje javnemu podjetju Komunala Slovenska Bistrica. Med pomembnimi dohodki iz proračuna so prihodki iz naslova sofinanciranja in sicer tega je kar okoli 5 milijonov evrov in sicer gre se za 4 zelo pomembne projekte in sicer izgradnja kanalizacije Zgornja Poskava v višini 3,1 milijona, potem urbani vrtovi, o čemer še bomo danes govorili, potem nabava gasilske lestve in tudi sofinanciranje obnove športne dvorane Bistrica, kar se tudi že izvaja, tu pa je sofinanciranje v višini slabega milijona evrov. Med ostalimi prihodki je potrebno omeniti nadomestilo za uporabe stavbnega zemljišča, kar se planira prihodek v višini 1,85 milijona evrov. To skupaj znaša okoli 29,1 milijona evrov vseh prihodkov za leto 2022. Na odhodkovni strani je pa potrebno tudi izpostaviti nekatere teh glavnih ali pa rekel ključnih odhodkov, ki nas bojo bremenili v naslednjem letu, pa bom šel kar po vrsti. Dejavnost občinske gojarne, občinske uprave, to je nekako enako kot v letošnjem letu, okoli 2 do 2,3 milijona evrov, potem skupne in splošne naloge občine, tu je kar velika investicija v samo nabavo
nabavo gasilske lestve, kot smo že rekli, tudi z sofinancerskimi sredstvi, je to zelo v redu, da so bila pridobljena. Potem na področju družbene dejavnosti se gre za višino sredstev odhodka okoli 10 milijonov, največji delež odpade na otroško varstvo, in sicer okoli 4 milijone, saj gre pri tem za pokrivanje stroškov delovanja vrtca Otona Župančiča in ostalih vrtcev. Na področju izobraževanja največji delež predstavlja stroški prevoza, osnovne šole in materialni stroški osnovnih šol, pa tudi samo povečevanje stroškov goriva. Ko sem omenil že te prevoze v šolo, teh stroškov samega goriva se kar povečuje iz dneva v dan, pa tudi nekako so bile uvedene še nekatere dodatne relacije samih prevozov. Na področju investicij v osnovne šole je potrebno omeniti sanitarije na osnovni šoli Čerešnjevec, pa tudi na področju športa, izvedbe in postavitve igral na območju cele občine, kar se tiče zdravstva, pa tudi nakup novega reševalnega vozila v zdravstvenem domu, v naši zdravstveni mreži so potrebe po nakupih reševalnih vozil in opreme še bistveno večje, pa seveda bomo se videli, kako se bo tudi v nadaljevanju še gibale same finančne zmožnosti. Kar se tiče okolja in narejanja prostora, je teh odhodkov za dobrih 7 milijonov evrov, na področju komunale in varstva okolja, tu je okrog 2,7 milijona, gre se za strošek javne razsvetljave, urejanje zelenic, potem izgradnja kanalizacije, vodovod. Poudaril bi, da in te investicije planiramo skupaj s našo komunalo Slovenska Bistrica. Pri izgradnji kanalizacije se bo nadaljevala izgradnja kanalizacije na območju Pokoš, dokumentacija se ureja za aglomeracijo Čerešnjevec, pričetek izvajanja tudi same kanalizacije v aglomeraciji Leskovec, pripravlja se začetek priprave, poteka pa tudi za investicijo same kanalizacije in urejanja priključnih cest na območju Slovenske Bistrice, in sicer Špindlerjeve ulice. Največji delež odhodkov so planirane na področju cest, novogradnje rekonstrukcije, okrog 3,7 milijona evrov. Tu pa moram poudariti tudi strošek za samo izvajanje zimske službe. Ta strošek se niha glede na same potrebe, zima je že nekako pokazala zobe in ta strošek bo prav gotovo glede na same napovedi v letošnjem letu zelo velik. Problem je pa tudi s tem, da je izvajalcev za izvajanje storitev zimske službe ni zadobiti oziroma se dobijo zelo težko, tisti, ki so, pa te cene zelo navijajo. No, kar se tiče investicij v krajevne skupnosti, tukaj ostaja nekje na enakem nivoju, seveda bomo pa tudi še v razgovorih s predsedniki krajevnih skupnosti še videli te mikro težave, s katerimi se srečujemo, in da bomo še tu poskušali nekako prisluhniti, kolikor seveda se bo dalo v okviru finančnih zmožnosti. Jaz bi pozdravil gospod Torepec, tako da je eden več, da nas je več prisotnih na seji. Kar se tiče proračunskih razvojnih projektov, seveda je še enkrat potrebno omeniti to izgradnjo kanalizacije, zgornja Polskava v višini 3,7 milijona evrov, pa potem tudi obnova športne dvorane Bistrica, nekje 3,6 milijona evrov, in seveda tudi izgradnja plezalnega centra Slovenska Bistrica, ki je pa v fazi javnega naročanja. Kar se tiče cest in kanalizacij, moramo omeniti še Slovensko ulico s priključnimi ulicami. Tu je višina sredstev okrog 600 tisoč evrov in je v fazi podpisa pogodbe z izvajalcem. Izpostaviti pa je treba tudi že podpisano pogodbo za nadaljevanje projekta Jožef, kanalizacijsko omrežje in priključitev objektov
pa tudi izgradnjo vodovodnega omrežja na tem območju. Nekako ne moram mimo tega, da ne bi omenil samo gradnjo podvoza in samih objektov železniške postaje na Pragerskem. To je v zgodovini, pa sem že nekaj časa na svetu, nekako kar največji projekt, najdražji projekt na območju naše občine in je resnično, moramo biti res hvaležni vsem, ki so ali pa ste nekako pomagali, da smo koncu, da so se zapičile lopate in da bo v 25 mesecih se ta tudi zares resnično potreben projekt dokončanja na Pragerskem tudi končalo. Nadalje bi omenil izgradnjo zelenega parkirišča, zdaj planirali smo €500 000, nekako bi šli v fazno gradnjo, v drugem letu zadeva je v fazi projektiranja in potem moramo še prej pridobiti gradbeno dovoljenje. Moramo pa tam tudi umakniti te vrtove zdajšnje, zato tudi bo ta tematika urbani vrtovi danes na seji, na točki našega občinskega sveta. Problem je še vedno ostaja odprt avtobusna postaja, zato tudi smo v fazi projektiranja, načrtovanja in tudi glede na sprejetje samega zakona o investicijah na področju zdravstva smo pristopili k projektiranju prizidka k zdravstvenemu domu Slovenska Bistrica. Tu si veliko obetamo od tega zakona, ki tudi na lokalnem nivoju predvideva financiranje takšnih investicij, kot je sam ta naš prizidek k zdravstvenemu domu. Dokončanje druge faze zahodne obvoznice nekje v marcu, aprilu naslednjo leto pričakujemo in seveda tudi, kar se tiče projektiranja, umeščanja v prostor, tretje faze zahodne obvoznice s priključitvijo na samo avtocesto, kar bo v nadaljevanju tudi zelo pereč problem in upamo, da bomo čim prej tudi šli v sam razpis gradbeno dovoljenje in da se bo potem tudi ta tretja faza potem tudi začela. Na koncu pa bi omenil še gradnjo kolesarske steze Bistrica Črešnjevec-Pečke. Kompletna investicija je pokrita strani DRSI-ja. V občini je bilo resnično dosti storjenega glede na sami dokumentaciji in pridobivanja služnosti, tako da spomladi, ko bo vreme, se prične tudi ta investicija izvajati. Skupaj glede samih odhodkov je teh planiranih za 36 milijonov nekaj tudi izostankov, pa predvideno je tudi 2,3 milijone evra zadolževanja v primeru, da bi bilo to potrebno. Kar se tiče na koncu vseh tega gradiva in to, kar sem podal, jaz sem prepričan, da je ta proračun za leto 2022 resnično razvojno naravnan, predvsem z področja prometne infrastrukture, zelo pomembni projekti od obvoznice do Pragerskega, pa tudi na področju športa in tudi na področju same komunalne infrastrukture, ker resnično v občini smo tisti, ki nekako občine so poklicane za to, da vzpostavijo pogoje za funkcioniranje gospodarstva in mislim, da so te projekti prav tisti, ki so nekako temu tudi namenjeni. Na koncu bi se zahvalil tudi občinski upravi, ki je resnično ogromno storila na pridobivanju te dokumentacije za vse te projekte, kar se je izvajalo, kar se izvaja in kar je tudi planirano, da se bo izvedlo in tudi pri pripravi tega proračuna, ker res to je bilo eno veliko delo. Občinski svet je potrdil tudi odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica. Odlok je uvodoma podrobneje predstavila magistra Janja Tkavc-Smogavec, vodja občinskega oddelka za splošne in pravne zadeve.
občinski upravi smo pripravili odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica za drugo obravnavo. Glede na sprejet odlok v prvi obravnavi smo upoštevali določene pripombe, in sicer, da se organom, kot je direktor, svet zavoda, urednik in programski odbor, dodajo določene naloge, čeprav bi tu rada poudarila, da zakon o zavodih tega ne predvideva, predpisuje. V skladu z zakonom o zavodih mora v ustanovitvenem aktu biti zgolj navedeni organi, kateri so. Potem v vmesnem času smo odlok tudi lektorirali, bi pa opozorila tukaj na eno zadevo, da smo pri Razvojno-informacijskem centru črtali vezaj. Sicer je bilo sprva to napisano z vezajem, ker je to bilo tudi slovnično najbolj pravilno, ker pa RIČ že sedaj nastopa z imenom Razvojno-informacijski center brez vezaja in da ne bi bilo težav v prihodnosti z spremembo imena in z menjavo žigov in tako naprej, smo se strinjali oziroma predlagamo, da se Razvojno-informacijski center piše brez vezaja. Vsled temu je pa potrebno tudi popraviti sklep o pripojitvi na način, da se sklep o pripojitvi tudi piše brez vezaja, da ne bojo težave potem pri registraciji zavoda v prihodnje, vkolikor bo seveda ta odlok sprejet. Zdaj v prvem branju je bila tudi želja oziroma zahteva direktorja RIC-a pa tudi določenih svetnikov po revizijskem poročilu. Občina je pri revizijski hiši naročila izvedbo revizije, ki je v prilogi, prav tako pa imate v prilogi tudi vizijo direktorja. Svetniki so v prvi obravnavi sprejeli program dela občinskega sveta za leto 2022 in potrdili poslovnik o delu občinskega sveta občine Slovenska Bistrica. Potrdili so tudi programe oskrbe s pitno vodo za obdobje 2022-2025 ter investicijski projekt Urbani vrtovi in investicijski program za projekt nadzidava in prizidava doma dr. Jožeta Potrča Poljčane, enota Slovenska Bistrica. Prisluhnili so poročilo o realizaciji akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v občini za leto 2020 in uskladili neprofitne najemnine za leto 2022. Soglašali so s pristopom občine Slovenska Bistrica k konvenciji županov za podnebne spremembe in energije. Podali so tudi pozitivno mnenje k imenovanju magistre Brigitte Kruder za direktorico Ljudske univerze Slovenska Bistrica. Ob koncu so sprejeli še sklep, da bodo za socialno ogrožene posameznike oziroma družine namenili 34 750 evrov in se seznanili z ustanovitvijo regijskega parka Pohorje. Zaradi COVID-19 v Slovenski Bistrici v decembru že drugo leto zapored ne bo pravega praznovanja. Kljub temu so organizatorji poskrbeli za prijetno vzdušje. Več o dogajanju nam je povedal direktor Razvojno-informacijskega centra Slovenska Bistrica Tomaž Repnik. Cilj in namen dogodkov v veselem decembru vsako leto je Bistričanom in tudi drugim obiskovalcem zagotoviti varno in prijetno druženje. Zaradi znanih razmer, kot ste omenili, letos to ni mogoče, tako da smo tudi program nekoliko prilagodili. Ravno na tem mestu, kjer trenutno stojiva, je vsako leto stal velik oder, prireditven oder. Letos ga ni, kar pomeni, da živih, masovnih, da rečem večjih prireditev na tem mestu ne bo. Ravno tako letos ne bo na tem mestu potekal praznični božični sejem, ampak bodo ponudniki, ki bi sicer letos tukaj sodelovali na razširjeni praznični grajski tržnici 23. in 30. decembra popoldne. Poleg tega pa tudi, kot vidite v ozadju,
Poleg jelke oziroma poleg splošne krasitve z svetlobnimi elementi, za kar gre tudi letos pohvala in zahvala Komunali Slovenska Bistrica, je letos na trgu prvič postavljen poštni nabiralnik, en prav poseben poštni nabiralnik, kjer smo želeli obdržati idejo navezovanja osebnih stikov in izrekanja dobrih želja, da se to vendarle kljub znanim razmeram ne prekine. In smo razmišljali, kaj bi bila potencialna možnost to vendarle nekako izvesti, in smo prišli do ideje, da bi se pa letos nekako bolj posvetili ponovno pošiljanju voščilnic, se pravi ročnemu pisanju voščilnic in tudi pošiljanju le-teh. K temu smo posebej povabili šolarje vseh osnovnih šol v občini Slovenska Bistrica in lahko povem, da se je temu vabilu že do sedaj odzvalo več kot 1300 učencev. Seveda pa tudi vsi ostali, ki bi svoje dobre želje in dobre misli svojim bližnjim želeli preliti na papir in jih poslati, vabljeni, da to storite, da se v večernem času sprehodite v mestnem centru, se sprehodite pod lučkami, bela omela seveda tudi letos ne manjka, ob tem pa vržete tudi svojo voščilnico oziroma date svojo voščilnico v omenjen poštni nabiralnik. K temu naj pa mogoče še dodam, če sem uvodoma povedal, da druženja v živo letos na tem mestu žal ne bo, se pa, da rečem, pripravljamo na dve zadevi. Najprej so tu vsebine za najmlajše. V času okoli Božiča bodo pripravljene posebne božične vsebine. Lahko povem, da bodo otroci Božička gotovo videli. Po eni strani preko spletnih kanalov, se pravi preko Facebook kanalov Praznične Bistrice, TIC Slovenska Bistrica in tudi YouTube kanala Slovenska Bistrica. Lahko pa namignem, da bo Dedek Mraz tudi letos v nekoliko drugačni obliki, ampak ne nazadnje vendarle opravil svoj sprehod oziroma sprehod po mestu tako. In ponovno je prišel december, tisti najlepši, najbolj čaroben mesec v letu. Mesec lepih misli, lepih želja, ki jih poklanjamo drug drugemu, čas toplih besed. In tudi letos jih bomo zagotovo poklonili drug drugemu kar veliko. Ampak tudi letos žal se ne bomo mogli srečati v živo in ne bomo mogli voščiti takole, kot si želimo, kajti tudi letošnje leto je popolnoma drugačno od vseh tistih let, kot smo ji bili vajeni. Ampak nič za to. Tudi letos se bomo lahko spomnili svojih najdražjih na morda nekoliko drugačen način, pravzaprav na način, kot smo ga bili vajeni nekoč. Z voščilnicami, ki jih bomo pisali na roko. Tako je, lahko jih tudi izdelamo, lahko so to tudi ročne voščilnice, pa ne samo to. Vsem svojim najdražjim jih lahko razpošljete na vse konce sveta in za Bistričane, za prebivalce našega mesta, pa tudi za vse ostale, smo pripravili na osrednjem mestnem trgu pravi praznični poštni nabiralnik, kamor jih lahko pošiljate in kamor jih lahko vlagate, torej vse vaše voščilnice. In vsak dan jih bodo poštarji praznili, bodo praznili ta nabiralnik in na to voščilnice pošiljali na vse konce do naslovnikov, tako da bodo zagotovo te voščilnice ostale nepozabljene in celo našle častno mesto na policah domov, predvsem pa častno mesto v srcih vseh tistih, ki jih bodo prejeli. Tako da vabljeni, da medtem, ko se sprehodite pod svodom lučk tamle na osrednjem mestnem trgu, da obiščete in napolnite tudi naš praznični poštni nabiralnik in tako tudi vi postanete del praznične decembrske zgodbe.